Kulturniki, ki to niso, nam ne bodo uničevali kulture in s tem naše identitete, naše dobre volje in želje po življenju. Določeno delo je umetnina, če sama zase nagovarja posameznika tako, da prispeva k njegovemu osebnemu razvoju. Osnovna naloga umetnikov je torej nekakšna umestitev uma v samem sebi ter v okolju, kateremu ponujajo svoje kreacije. Mi, ki jih gledamo, beremo, poslušamo, pa samo odločamo in določamo pomen teh del. Dobra umetnina ostane v zavesti, slaba pa se hitro razprši ali pa je spoznana za neumno čudno. Čim trajnejša je pri nagovarjanju in čim več ljudi nagovori, tem boljša je. Kritiki in teoretiki umetnosti so tako samo dobri opazovalci, bralci, poslušalci, ki znajo mojstrsko prisluhniti in poznajo širok nabor raznolikih del. Samo to in nič več, zgolj poslušalci. Umetnine, ki so trajnejše v zavesti ljudi, so del identitete nekega naroda in so globlje, kot jih lahko pojasni nekdo, ki jih analizira. Prepredalčka po področjih in jih opredeljuje na način, ki ne dopušča dvoma. Poslušajte dr. Jožefa Muhoviča, ko predava o tem, kaj je umetnost. On je predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada, doktor filozofije z področja estetike, akademski slikar, likovni pedagog, avtor leksikona, likovne teorije, vizualnega jezika in tako naprej. Najbolj čudno pa je pri vsem tem, da so njegove slike slabe, pa tudi zelo slabo ogledovane. Njegovi nagovori so zelo inteligentni in dajo misliti, ampak ali je inteligenca isto kot umetnost, ali pa je bliže manipulaciji subjektivnega in seveda taki ali drugačni ideologiji. Umetnina se mora sporazumevati z gledalci, poslušalci in ravno preko tega neposrednega sporazumevanja pridobi ali pa izgubi na svoji teži. A pri nas je drugače. Predavatelj in kritik se namreč dviga nad vse nas in določa, kaj je dobro in kaj ne. Posledica je, da je povsem nepomembno, kakšen doseg ima slika, film, knjiga in tako naprej. Kritiki, ki diktirajo umetnost, menijo, da vedo več. S tem se dvigajo nad zavest vseh, ki jim je določena umetnost ljuba. Takšni profesorji umetnosti so v bistvu bolni ljudje. Njihova bolezen je mišljenjski napuh. Narcisi, ki praviloma svojih del ne morejo spraviti na Olimp nekega naroda. Njihova dela se pozabijo namreč takoj po umiku v osamo ali ko umrejo. Nihče jih ne pogreša več, razen tu in tam kakšen masonski prijatelj, seveda, ali podobni kritik. S čem se naj v svetu oblik sporazumevamo, če ne z oblikami? On jih je opustil, lepo, a naj ostalim dovoli živeti po svoje. Režijo in scenarij umetniškega dela letošnje Prešernove proslave 8.2.2023 z naslovom Svet se nagnil je naprej je naredil koreograf Matjaž Farič. Kam in kako, v kakšni meri se bo svet nagnil, je stvar ljudi in narave in ne umetnikov, saj ga na žalost nagibajo v probleme, tesnobo, strah in podobno. Svoje obnorele raziskave kaosa naj zadržijo sami zase ali pa naj se z njimi ukvarjajo v kakšni avtonomni coni. Recimo, oblastniki, ki take umetnike napuha plačujejo, nagrajujejo in jim podeljujejo celo vodenje ključnih kulturnih praznikov, so namreč del nečesa, čemur lahko rečemo ogabno. Vprašati se moramo, kdo nas hipnotizira preko kulture in kako se izviti iz teh zahrbtnih prijemov, saj niti ne vemo, kaj se z nami dogaja, ko naprimer gledamo film, ko se na pamet učimo, kar nam nudijo na uri slovenščine, zgodovine, likovne umetnosti na šoli in podobno. Ni vse slabo, a moramo se naučiti ločevati med lepim in ogabnim, med naravnim in plastičnim, med športom, ki si ga ogledujemo, in lastnimi športnimi aktivnostmi. Kultura naj zopet postane kultura lepote in veselja. Ja, prav ste slišali, lepote in veselja. To nam namreč daje smisel. In smisel v žile vbrizga željo po življenju. In narod, ki je radosten, se nima česa bati. Prihodnost se takemu narodu porojeva kar sama po sebi.
Radostni ljudje so prijazni drug do drugega. Družba prijaznih nima problemov, ne psihičnih, ne preživetvenih. Vladislav Stres.